Lepo pozdravljeni. O kriznem komuniciranju se danes pogovarjamo z našo izvajalko usposabljanja v Pravni akademiji, Barbaro Lapajne-Predin. Barbara, lepo pozdravljeni. Dober dan, Želi. Tako. Ste igralka, izkušena mediatorka in tudi izvajalka različnih delavnic s področja komunikacije in kriznega komuniciranja. Če ste za, bi zato kar prešla k prvemu vprašanju. Kaj se vam zdi najpomembnejše pri komunikaciji z javnostmi, še posebej v kriznih situacijah? Zelo pomembno je, da je komunikator empatičen. Se pravi, da se zaveda, v kakšnem stanju so trenutno ljudje, da jih preveva strah, da jih preveva jeza, panika in tako naprej. Se pravi, da ni do njih pokroviteljski oziroma da jih ne straši preveč. Zelo pomembno je, da so njegova sporočila jasna, verodostojna in strokovna. Pomembno je, da je odprt, odkrit v svoji komunikaciji, da ne prikriva stvari, se pravi tiste, ki bi morale biti deljene z javnostjo, in pa to, da je dostopen medijem, ne. Kar sicer ne pomeni, da je v njihovi službi in da jih mora biti ves čas na razpolago, je pa pomembno, da je postavljen takrat poseben protokol komunikacije z mediji. Kar pomeni, recimo, ko pride do neke večje spremembe, morajo o tem biti javnosti, se pravi mediji, obveščeni v roku 3 ur. Zdaj včasih v teh 3 urah niti še nimajo vseh pravih informacij, morda še ni vseh rezultatov, vseh izvidov, ampak v 3 urah morajo medijem, komunikatorji vsaj sporočiti, do kdaj bodo pa imeli večino informacij. Seveda kasneje, če zdaj takšna kriza traja dlje časa, potem se naredijo te dnevne tiskovne konference, za katere vejo potem novinarji, kdaj jih čakajo. Če pa pride do spremembe, a ne, potem se pa drži teh 3 ur. V sami komunikaciji z mediji lahko prihaja do več težav. Ena od tega je, da je premalo komunikacije z mediji, se pravi, da ni propustnosti informacije. Takrat se potem zgodi to, da mediji in tudi sama javnost začne drugje iskati informacije. In potem pride pa do poplave nekih informacij, ki si nasprotujejo. Do tega pride tudi, če komunikatorjeva sporočila niso dovolj verodostojna oziroma strokovna in jim javnost ne verjame, ne. Zato je ta strokovnost tako izjemno pomembna pri komunikaciji z mediji. In pa največja težava, ki lahko nastane v komunikaciji z mediji, je to, da komunikator oziroma pač tista organizacija, ki je trenutno v krizi, vzame medije kot svoje sovražnike. Temu se treba izogniti. Tako. Kakšno naj bo torej tako pravo sporočilo za javnost, da bo res doseglo svoj učinek? Ja, sporočila, ki jih dajo komunikatorji, morajo biti jedrnata, preprosta in vsem razumljiva, kar pomeni, da ne uporabljamo strokovnih izrazov, ne uporablja se nekih kratic. Treba je razumeti, da sploh večje krize, ki se dotaknejo vseh ljudi v določeni javnosti, so tukaj starejši ljudje, funkcionalno bolj, funkcionalno manj pismeni ljudje, kar pomeni, da morajo temu primerno biti pripravljena tudi sporočila. Kakšno je pa vaše mnenje? A lahko govorec v bistvu tudi izraža svoja lastna mnenja? Ja, jih lahko. Je pa pomembno, da jih izrazi kot svoje mnenje. Se pravi, da je zelo jasno, da govori o svojem mnenju, da ne govori o nekem dejstvu. To je ena izmed napak v komunikaciji, se pravi dogmatizem, ko mnenje govorimo kot dejstvo. In tega je zelo, zelo veliko. To je nekaj, kar bi se bilo res potrebno zavedati in se temu izogniti. Se pravi, dejstvo je nekaj, kar mi lahko dokažemo s svojimi čutili. Oziroma z nekimi predpisi, zakoni. To so stvari, o katerih se bomo vsi
strinjali na podlagi konsenza. Ne vem, če vzameva današnji primer, rečeva, danes v Ljubljani ne dežuje. In smo s tem obe strinjali. Mnenje je pa nekaj, kar ne moremo dokazati. To je pa tisto, kar se tiče vsakega posameznika. Se pravi, ali je danes vreme v Ljubljani lepo, je pa že mnenje. Zato, ker morda bo nekomu pretoplo, nekomu bo še vedno premrzlo, nekomu ni v redu, da sonce sije, bi imel raje oblačno in tako naprej. Tako da tukaj biti res pozoren, kdaj govorimo mnenja in kdaj govorimo dejstva. Verjetno se obe strinjava, da ta trenutna situacija v ljudeh vzbuja ogromno nekih čustev, ki pa vedno niso prav konstruktivna. Kakšno pa vaše mnenje, kako pač obvladovati neko jezo, strah, paniko v teh današnjih časih? Ja, to so najbolj normalna čustva, ki se nam v tem času pravzaprav pojavljajo čisto pri vseh. Ta čustva so naša, imajo neko sporočilo, recimo jeza je želja po neki spremembi. Jezni smo takrat, kadar želimo, da je nekaj drugače, da nekdo nekaj drugače dela, da bi drugače govoril oziroma ravnal. Zdaj, se pravi, do te svoje jeze mi imamo pravico, ker to so naša čustva. Imamo pa dolžnost, kako to jezo izražamo. Se pravi, da to jezo izražamo na socializiran način. Se pravi, da ne kričimo na nekoga, ga ne žalimo, ne grozimo in tako naprej. Zdaj, včasih je to zelo težko narediti takoj. Zato je takrat zelo priporočljivo, kadar imamo močno čustvo jeze, prepoznamo močno čustvo jeze pri sebi, je zelo dobro, da gremo na tako imenovani balkon. Se pravi, ne pomeni, da gremo dejansko na balkon, pomeni, da gremo na nek drug prostor. Tam, kjer ni osebe, ki počne nekaj, kar nam ni všeč, ali vidimo neko stvar, ki nas zelo jezi, in se pravi, umaknemo se na hodnik, v drugo sobo, lahko v končni fazi tudi na balkon. In tam na balkonu je dobro, da si vzamemo 3 minutke za sebe. Prva stvar, na katero na tem balkonu pomislimo, je dihanje. In se skoncentriramo na naš izdih in izdihujemo. Pri tem ni treba razmišljati, da boste tudi vdihnili. Jaz vam obljubim, da boste vsi vdihnili. Zakaj pa ne misliti zraven še na vdih? Zato, ker bi lahko dobili preveč kisika v možgane in bi hiperventilirali in bi se vam v glavi zvrteli. Zato je čisto dovolj, če mislimo samo na izdih. In v tem času se naše telo dokaj umiri, ravno s pomočjo tega dihanja. In takrat, ko se telo na nek način umiri, se ti naši možgani spet dovolj prebudijo in začnejo razmišljati o situaciji, ki nam ni bila všeč. Kar pomeni, da se v nas ponovno lahko zbudi močno čustvo jeze. Zato je dobro, da takrat svoje možgane majčkeno na finto vržemo in naredimo neko operacijo, ki bo naše možgane nekam drugam spravila. Tako da recimo z otroki v drugi triadi osnovne šole smo si izbrali upoštevanko števila 17. Se pravi, zaprejo oči in v mislih zložijo 17x8. Manj, ko sem se eno leto kasneje vrnila k telim učencem, so povedali popolnoma navdušeni, da upoštevanko števila 17 že znajo in da zdaj uporabljajo upoštevanko števila 19. Tako da včasih jaz pripomoram tudi malo po matematike. Zelo simpatično in verjetno tudi koristno. In zdaj morda, če strneva, kaj menite, kaj pa je ključno za dobro komunikacijo? Še nekaj napotkov. Da ne lažemo. Absolutno. Da ne lažemo, to se mi zdi zelo pomembno. Seveda nam ni treba vedno vsega povedati, ampak tisto, kar povemo, mora biti pa resnično. Zelo pomembno je, da smo taki, kot smo. Se pravi, da se ne sprenevedamo, ne delamo nekaj iz sebe, kar nismo.
Pomembno je, da govorimo o tistih stvarih, o katerih nekaj vemo. In pomembno je v komunikaciji, da smo empatični. Da razmišljamo o tem, kako se naši sogovorniki počutijo, v kakšnem stanju so, kaj bi v tem trenutku potrebovali. In če ne vemo točno, da jih tudi to kar vprašamo. Aha, tako, v redu. Najlepša hvala. Hvala lepa za deljenje vaših izkušenj in vseh teh napotkov. Verjamem, da bojo marsikomu prišle prav. In seveda ostanimo zdravi in ostanimo doma do nadaljnjega, ko se spet srečamo v živo. Hvala lepa, Barbara, za vaš čas in za vse tole, kar ste delila z nami. Srečno!